Stečaja Hidromontaže sicer niste dočakali kot aktualni direktor, ampak kako gledate na tiste čase? Zelo žalostno je zgodba od 90. leta naprej. Se mi zdi, da je za ta kolektiv in za to podjetje in za Maribor in za Slovenijo žalostna zgodba. Ali vas danes daje kaj nostalgije, ko posvečajo razstavo Hidromontaži? Ja, gotovo. Kakšni občutki se vam porajajo? Ja, zdi se mi škoda, da podjetja ni več. In takrat smo zastavili program, da bi se podjetje preoblikovalo v delniško družbo. Izgleda, da smo bili prehitri, ker nismo dobili ustrezne podpore, niti ne v samem podjetju, niti izven podjetja, in potem so se stvari začele zapletati in se na koncu končale v stečaju. Se vseeno z veseljem spominjate tistih časov? Veste kaj, to so pa res bili časi, ki se mi zdi, da jih ne bo nikoli več nazaj. Zakaj? Zato, ker firma je bila, kako bi rekel, na višku, na vrhuncu se je res videlo, da je svetovno znana, delo je bilo, plače so bile redne, tako bi rekel, solidno, ampak potem pa, ko se je to začelo, toti razpad, po osamosvojitveni vojni, ni bilo več, praktično mariborska industrija začela propadati. Kakšni občutki so vas prelevali, ko ste izvedeli za stečaj Hidromontaže? Čujte, zelo sem bil, kako bi rekel, razočaran, da si sploh nisem mogel zamisliti, da eno takšno podjetje za takšno mehanizacijo, ki je Hidromontaža imela, da je to lahko šlo v stečaj. Če bi bilo pravo vodstvo, pa tudi recimo pravo vodstvo v vladi, bi se to sigurno ne bi zgodilo, ampak žal ni bilo vodstva, ali je nekdo mogoče želel, da se to razformira, pa da gre stečaj, tako so marsikatero podjetje pokopali.